vsem skupaj, sem Mojca in smo seveda v novi nepremičninski kavici. Danes bomo imeli eno tako super temo in sicer kako pripraviti nepremičnino na samo prodajo. Zdaj v tej kavici v bistvu ne bomo govorili o tem, kako z samo nepremičnino zaslužiti. Torej, če jo pripravimo v takšen namen, se lahko seveda osredotočimo na ene določene druge korake. Danes bomo govorili na splošno, kako samo nepremičnino pripravimo na prodajo. Jaz bom danes začela tako kot vsako sredo, najprej z žrebanjem za vse tiste, ki ste komentirali video posnetek prejšnjo sredo, za vse tiste, ki ste ga delili in za vse tiste, ki ste ga tudi v storiju delili oziroma ste naredili print screen in ste objavili našo nepremičninsko kavico. Teda, jaz imam kavico pripravljeno, super Mojca, in seveda imam tudi listke pripravljene od prejšnje srede, teda bom zdaj začela kar snemati. Mislim, žrebati, pardon. Evo, gledam stran. Ok. Pa poglejmo, kdo je nagrajenec. Aleš Slana. Aleš Slana, čestitke. Aleš, javi se nam zasebno sporočilo, pa ti bomo maskico našo poslali, bomo pa zdaj še naredili naše Galea dežnike, tako da bomo naslednjič verjetno že žrebali za Galea dežnike, pa bojo ful, bom rekla, kulski, tako da boste ponosno hodili z njimi, kadar boš, oziroma boste si želeli, da bodo živalo kar vsak dan. Gremo zdaj, vsi tisti, ki ste živo, jaz vas lepo pozdravljam, pozdravljeni Mika, Tanja, lepo pozdravljeni vsi skupaj, Petra, pozdravljeni. Napišite mi vsi tisti, ki seveda nas zdaj gledate v živo, odkot prihajate, kaj delate, pijete kavo, čaj ali kaj druga, teda dajte spodaj komentirati, da malo vidim, da ste aktivni, pa da poslušate seveda, ne. In vsi tisti, ki pa zdaj gledate, oziroma ki boste gledali ta video posnetek v posnetku, napišite spodaj posnetek, tisti, ki ste pa zdaj v živo, pa še dajte napisati v živo. Zdaj pa gremo kar na današnjo tematiko, torej kako pripraviti samo nepremičnino na prodajo. To je eno tako vprašanje, ki ga res dostikrat dobim od strank, ki bi pač rade povedali, da jim malo svetujem, kaj točno naj na nepremičnini spremenijo, uredijo, da bo kupcem seveda sama nepremičnina všeč. Jaz vedno pravim, da prvi vtis je lahko tudi zadnji vtis. In ponavadi je, prvi vtis je zadnji vtis. Torej, ko bo stranka prišla v samo nepremičnino, če jo bo nepremičnina odbila v nepremičnino oziroma drugega ogleda na nepremičnini, več ne bo. Teda pazite na tisti prvi vtis stranke, ki pride na samo nepremičnino. Jaz se bom zdaj dotaknila 7 točk. Tukaj bi lahko vam zdaj naštela 20 točk, ampak se bom res dotaknila 7 glavnih točk. Torej tiste, ki res, bom rekla, dajo nepremičnini piko na i. In za katere se res potrudite, če želite seveda svojo nepremičnino prodati čim hitreje in seveda za ceno, ki si jo tudi sami želite. Prva točka je okolica same nepremičnine. Ko pride stranka do same hiše, se že dostikrat odloči ali bo šla na ogled, recimo če govorimo o hiši, ali sploh ne. Tako da naj stranka ne ostane pred vrati in se sploh ne odloči za ogled, ampak dajte tudi dati veliko poudarka na samo okolico. Recimo, če ste doma v hiši, treba je pokositi travo. Jaz vedno priporočam, če stranka nima nič ozelenelo, pa nič, dajte kupiti neke rože, saj to ni takšen strošek. Ampak da bojo stranke videle, kako lepa je lahko okolica, ne. Tudi vrata vhodna naj dajo neki občutek domačnosti, ne? Da je stranka prišla in se bo v redu počutila. Teda okolica same nepremičnine in odstranite vso navlako,
ki je na okolici. Dosti krat, ko jaz pridem na ogled, imajo stranke še neke smeti, pa vse te zadeve, ki ne spadajo na samo okolico, torej v samo okolico, ker okolica same hiše je zunanji izgled. Tako da ne kvarite zunanjega izgleda, torej prva točka je okolica. Jaz sem si točke napisala, da se ne bom zgubila, pa bom šla mogoče na katero drugo tematiko. Številka 2, barve. Naj si stranke ne zapomnijo vaše nepremičnine po barvah. Recimo, da prideš v rdečo dnevno sobo, buf, ne? In potem stranke pravijo, ja, ono stanovanje z rdečo dnevno sobo. Verjetno se ne bojo več vrnile v tisto dnevno sobo. Verjetno se strinjate, da pač pri določenih barvah ne moramo zgrešiti in to je vsekakor bela barva. Torej, če je le mogoče, dajmo prostore v bistvu prebarvati na belo barvo, ker bo seveda sama nepremičnina dosti bolj dihala, bo tudi svetlejša. In enostavno lažje se bo dihalo v tej nepremičnini, ne? Svetla bolj in mislim, res bela barva dela čudeže na samih nepremičninah. Teda res pazite na te barve, pa tudi na svetlobo, kar se tiče te točke, ne? Teda, torej z belo barvo ne moremo zgrešiti. Vonj, tretja točka, vonj nepremičnine. Predstavljajte si, da pridete na nepremičnino, kjer imajo doma mačko in je ravno kar bila na potrebi. Kaj mislite, kakšen vonj, kot če pridete vi kot kupec, boste v tej nepremičnini občutili, mislim, zavohali? Dajte mi napisati spodaj v komentar, kako se boste počutili, ko pridete v to nepremičnino. Verjetno boste stopili en korak nazaj. In seveda enako velja tudi, če boste vi zdaj kuhali zelje, cvetačo in tako naprej. Ker moramo se zavedati, ne, jaz imam doma mačko in to vse, ampak nekateri ljudje so enostavno alergični na to. Teda pospravite pesek od muce, dajte tudi neko nevtralno dišavo, ne, zdaj ne rabi ravno dišati po nekem parfumu, ampak da je neka res nevtralna dišava, da se bojo kupci seveda lepo počutili oziroma udobno počutili v sami nepremičnini. Lahko si nabavite kakšna eterična olja, recimo. Tako da, torej, pazite na vonj same nepremičnine, ne? Gremo na naslednjo točko. Točka številka 4, manjša popravila. Jaz zdaj ne govorim o tem, da morate vi zdaj dati 5000 evrov, zato ker ste se odločili, da boste prodali svoje stanovanje. Ampak kaj imam pač v mislih, ko rečem manjša popravila? Zamenjajte kljuke, zamenjajte pipe, če so za to potrebne. Recimo vtičnice, dostikrat so vtičnice umazane, ali pa mogoče kar iz stene malo enih par vtičnic ven visi, žarnice in te zadeve. Zdaj, če nimate moža doma, kateremu bi rekli, da naj vse to uredi, imate sigurno kakšnega simpatičnega soseda, ki vam bo z veseljem pomagal, če ga boste seveda za to prosili. Tako da, dajte ta manjša popravila, ki naredijo res dober prvi vtis, urediti. Res zelo malo denarja porabimo za take stvari, ampak prinesejo res ogromne rezultate. Manjša popravila so recimo tudi v kuhinji, ne samo da bi pipo menjali, ampak mogoče kakšne stranice kuhinje in te zadeve, ki so že poškodovane, ali pa da jih je recimo pes malo oglodal. Res z majhnim vložkom lahko naredite v sami nepremičnini zelo velike spremembe. To je, kar se tiče seveda manjših popravil. Številka 5, generalno čiščenje. Tukaj bi lahko rekla generalno čiščenje navlake. Se mi sploh zavedamo, koliko navlake je v naših domovih. Koliko stvari niste uporabili že 1 leto, 5 let, boste uporabili še te stvari? Verjetno ne. In v primeru, da nepremičnino prodajate,
To pomeni, da se boste teh stvari morali v vsakem primeru znebiti. Torej, dajte se jih znebiti, preden daste samo nepremičnino na trg in jo generalno očistiti. Ker tudi imamo kupce, ki bodo videli pajčevino, da je umazano tam, enostavno se za takšno nepremičnino ne bojo odločili. Pa vem, da to niso neke velike stvari, ampak dajmo se zavedati, da je prvi vtis zadnji vtis. Dajmo si zapomniti to, lahko nekdo spodaj napiše, da si bojo seveda res vsi zapomnili. Torej, prvi vtis je zadnji vtis. In dajmo se potruditi, če prodajamo nepremičnino, da bo res prvi vtis super za stranko, ko pride notri in da se bo enostavno dobro počutila, da bo se nekako odločila, da bi ona tukaj lahko bila doma. To je tudi naš namen, ne? Gremo na naslednjo točko, osebne stvari. Dostikrat mi stranke rečejo, ja, to ta slika pa lahko tu ostane, ne, pa recimo slika družine, pa nekateri imajo še sliko nekih pokojnih ljudi z trakom in te zadeve na ogledih. Dajmo to odstraniti. Jaz vem, da vse to so naše ljubljene osebe, ampak enostavno kupcev teh stvari ne zanimajo. Predstavljajte si, da imamo mladi par, ki ne more imeti otrokov, pa pride v nepremičnino, kjer so vse slike na vseh stenah z otroci. Enostavno se tam ne bo počutil doma, oziroma bo za njega to ena nepremičnina, ki je primerna za družino. Torej, dajmo odstraniti osebne zadeve, kot sem že prej rekla, nepremičnino prodajamo, kar pomeni, da se bomo v vsakem primeru odselili in vse te zadeve bomo mogli slej ko prej pospraviti, odstraniti in tako naprej. Vedno morate biti v vlogi kupca, ki pride na samo nepremičnino. In nikoli ne vemo, kdo je kupec, ki pride na nepremičnino. Torej, jaz res priporočam, da se neke osebne stvari z nepremičnine odstranijo, pa niti ni potrebe, da kupci zdaj gledajo vaše domače slike in tako naprej. Zdaj bom se še dotaknila 7. točke in sicer to tudi dostikrat stranke pozabijo, in sicer pravno stanje same nepremičnine. Tudi to je zelo pomembno. Zakaj? Sama zemljiška knjiga dostikrat prinese ogromno presenečenj. Ko pride Mojca na teren, pa reče stranki, ja, v zemljiški knjigi pa imate to hipoteko, pa to služnost, pa to, pa mi stranka pravi, kaj? Jaz nimam dobene hipoteke, nimam dobene služnosti. V glavnem, razna presenečenja najdemo v zemljiški knjigi. Torej, neke stare hipoteke, ki so se poplačale že pred 10, 15, 30 leti, imamo še hipoteke mislim, da sem zadnjič imela iz leta 70 eno hipoteko še na nepremičnini v dinarjih, ali ne vem točno v kateri valuti je bilo. Teda preglejte zemljiško-knjižne izpiske, da kupca ne boste seveda prestrašili, kaj se vse notri skriva, in odstraniti te stare zadeve. Naslednja zadeva je sploh, če nepremičnino prodajate, oziroma če prodajate parcelo, lokacijsko informacijo za gradnjo, da bo videl kupec, kaj točno lahko na parceli gradi. In če si on takšno hišo, kot si želi, sploh lahko na tej parceli postavi. Da ne boste izgubili enostavno čas, torej kupec vam bo rekel, rabim lokacijsko informacijo, da vidim, kakšno streho lahko imam, in vam bi rekli, nimam, moram naročiti. In seveda, ker vemo, kako dolgo zadnje čase vse posod čakamo, boste dobili lokacijsko informacijo čez 1 mesec. Čez 1 mesec pa vam bo kupec rekel, jaz sem že našel drugo parcelo. Teda lokacijska informacija, uporabno dovoljenje. Mi smo imeli kup primerov, kjer smo začeli nepremičnino prodajati. Na samem ogledu smo stranki seveda rekli, da potrebuje uporabno dovoljenje. Stranka nam je zatrdila, da je vse v redu, in smo seveda dobili klic čez teden,
ni vse v redu, potrebno je seveda na novo vložiti celoten projekt in tako naprej, plačati kazen in ti postopki trajajo od pol leta do 1 leta. A mislite, da vas bo kateri kupec čakal 1 leto, da boste vi uredili papirje na nepremičnini? Zapišite mi spodaj v komentar, če mislite, da bojo kupci seveda čakali. Verjetno ne. Teda, to je na kratko, na kaj paziti, torej, ko se odločamo za samo prodajo nepremičnine. Kupec bo vsekakor plačal za samo nepremičnino toliko, kolikor se mu zdi vredna. To se verjetno strinjamo in zato res pazimo na tisti prvi vtis skupaj z pravnim vidikom, ker tudi pravni vidik je prvi vtis kupca. To je to. Jaz mislim, da je bilo razumljivo, upam, da je bilo razumljivo in koristno. Vesela bom, ker sigurno nekdo od vaših prijateljev zdaj prodaja kakšno nepremičnino, če ta video tudi delite naprej, da bojo seveda tudi ostali se malo s tem seznanili, mogoče pa kdo ravno v tem trenutku, ki prodaja svojo nepremičnino, bo v tem videoposnetku najdel pravi razlog, zakaj svoje nepremičnine še ni prodal. Vsem se lepo zahvaljujem za sodelovanje, za to, da spremljate živo in se veselim naslednje nepremičninske kavice naslednjo sredo ob 9. vas spet vabim v našo družbo. Imejte se lepo, imejte se radi, čau, čau!